včeraj smo preživeli večer doma, zato ker imamo majhnega otročička. In niste mogli, drugače bi pa šli ne, na ja, veš, da valjda. Ne bomo šli, če bo možnost kakšna, pa če bojo karte, ne. Ni se nič slišalo navijanje do vas? Se je, ampak tam, ko smo mi, pod Pohorjem. Aha, so tudi tam navijali? Ja, valjda. Kaj, v lokalih verjetno? Tako. Noč je bila mirna ali ste slišali tudi kaj ponočevanja? Zato, ker sem blizu doma, sem čul eno in drugo. Pa me noben ni motil. Pravzaprav edino sem pogrešal, da nisem še sam prišel ven. Do kdaj je kaj trajalo to veselje po vašem? Jaz mislim, da je tam do 4:30 sem še čul. Pozneje pa ne vem, če se je čulo do tja. Morda za neke ja, za neke ne. Ampak ste že zaspali? Točno tako. Ja. No, kdaj naprej je bilo tista euforija? Takoj po prvem golu ali že od samega začetka tekme? Eni pa govorijo, da so že od začetka. Ja, da že takoj, ko se je tekma začela, mi smo prenašali tekmo, tako da je bil celoten prenos tekme, od začetka je bila euforija prisotna, upanje, optimizem, želja, vse. Tako da od gola naprej pa strast, želja. Tudi kaj žeje več? Ja, seveda, zagotovo, ja. Predvsem ta želja se je povečala ob pisku. Ste uživali? Do jutranjih ur ste še kaj včerajšnji? Do 3 jutranji, ja. Jaz sem še kar, ja. Povejte mi, ste bili kaj tudi v mestu tukaj? Ste videli kako? Jaz sem mogel tako delati črte na tekmi. In zdaj, če primerjate to vzdušje včeraj pa danes, je verjetno... Se še slavi, ja. Tako da zato je Maribor tak prazen, ker je... Ja, vršine so pune. Tukaj se sprehajate malo po Mariboru dan po tekmi, ne? Ja. Kakšno se vam zdi, kaj vzdušje še je? Ja, pa midva smo bila včeraj v mestu dopoldne in danes smo v mestu in je v bistvu včeraj je bilo ful se čutilo že zmagoslavje v mestu. Že pred tekmo? Ja, tako. Še je videti kaj tistega po včerajšnje euforije po tekmi? Ja, pri nas še, mislim, pri meni je zagotovo, glede na to, da sem še včerajšnja, lokal je bil poln, tako da smo uživali in upam, da bo to vplivalo zelo pozitivno na celo mesto. Drugače pa v mestu pa danes ni več čutiti neke posebne euforije. Kako ste kaj potem preživljali včerajšnji večer? Verjetno ste tudi od zunaj slišali kaj navijanje? Ja, sigurno. Najprej sem bil tu zunaj, potem sem pa bežal, ker hočem v miru gledati. Vse rekvizito so bili zraven mene, tako da nič ni manjkalo in lep pogled na ekran, kaj še človek pričakuje več, nič od tega. Tako da takšno javno gledanje ni za vas? Sigurno, da je, ampak je bilo to že vse razprodano, jaz sem pa malo kasneje prišel, tako da... Tudi. Povejte mi, koga si kaj želite zdaj v žrebu, da ga dobimo? Ja, samo da mojih ne dobi, ne. Možni pa so vsi. Kaj, pol bo težko za koga navijati? Bolje teže. Recimo. Druge pa lahko dobi, ja. Samo še za konec mi rečete, zdaj je taka zmaga, pa v bistvu Liga prvakov za Maribor, kaj po vašem mnenju to pomeni? Za Zdaj mesto? izkušnje nabirati je vredi. Kaj pa za mesto? Ima mesto kaj od tega? Da reklama je vredi, ja. Že kot za državo je to dobro, ne? Ker mi so itak miniaturna država, jaz pravim. Tako da si lahko to želimo, samo da je nekaj takega. Ker jaz pravim, raz Maribora je tak drugi slovenski klub ne bo tega naredila. Pa je mesto pripravljeno na Ligo prvakov? Po mojem je, to je že tretjič, po mojem je. Kako dolgo so ljudje ostali po zaključku tekme? Do jutra odprli smo lokal, v bistvu tako, da smo ga zaprli. Skozi? Skozi, ja. Se ni spraznil vrt? Ne. Vmes tudi hupanje tu po Koroški. Moram se zahvaliti tukaj tudi stanovalcem glavnega trga in pa seveda mestni občini, policiji in vsem, da so nam šli toliko nasproti, da so razumeli, da je to poseben dogodek za mesto in so pač enostavno vsi živeli v tem duhu, da pač razumejo to slavje od ekipe do navijača in pa krajanov in ostalih.